predlog, da bi posamezniku omejili število mandatov, ki jih lahko dobi v svojem življenju, torej ne zaporedno, ampak nasploh, število mandatov v parlamentu in vladi po formuli, naprimer 2+1. Se pravi, nek posameznik je lahko največ dvakrat član državnega zbora in še enkrat član vlade, vključno seveda s predsednikom, ali pa obratno, največ enkrat v parlamentu in še dvakrat v vladi. Republike. Na lokalni ravni se mi zdi smiselno narediti isto, se pravi svetnik in župan 2+1 ali 1+2. Predsednik je pritak neposredno voljen in že tako ali tako omejen na največ 2 mandata. Skratka, kaj bi s tem dosegli? Dosegli bi to, da bi nobena oseba ali pa skupina oseb ne bi mogla za dolg čas koncentrirati velike oblasti in potem odločati o kadriranju na vseh mogočih nižjih funkcijah. Dosegli bi to, da bi stranke morale na kandidatni listi umeščati osebe, ki so se že izkazale zunaj politike, zunaj poklicne politike, ko bi prišle v poklicno politiko, bi morale v nekaj mandatih nekaj storiti, pustiti počati in potem pač oditi v svoj osnovni poklic. Skratka, prepuh znotraj strank z nekim sistemskim ukrepom, ki po svoje pomeni omejitev pasivne volilne pravice. Hvala. Podpira vsak predlog o omejevanju oligarhije, ampak zakaj ne bi šli potem še bolj radikalno in se vrnili k najbolj radikalni metodi, ki so jo prakticirali stari Grki in imeli pač volitve z žrebom. Žrebom. Najbolj pač naključje, najbolj demokratično. Moj odgovor zaradi kompetentnosti in prepoznavnosti kandidatov. Zato, da lahko volivci volijo osebo, ki ji zaupajo, da recimo je načelno kompetentna, poštena in podobno. Medtem, ko pri žrebu lahko dobite marsikaj. Zdaj tudi tako, ampak pri žrebu, veste, polovica prebivalcev Slovenije je funkcionalno slabo pismeno. Veš, ko imaš dokazovanje pa kompetentnost, potem povzročaš določeno tekmovanje med ljudmi, da se borijo za to mesto, se hoče dokazati, kar po svoje potem tudi ni ravno najboljša rešitev, ker ne boš nujno dobil kvalitetne ljudi. Eni so manj borbeni v tem smislu, čeprav imajo veliko znanja. Borba je že itak. Mislim, da za politika je učinkovitost, vsebino mu lahko damo drugi, sploh če skozi neposredno demokracijo, ker nekako v končni fazi instrumentalizira samega politika. Torej, jaz bi se strinjala s točko, ki ga je izpostavila gospa Sonja Lokar, da so v središču našega programa politične stranke. Ampak bojim se, da tukaj nimamo zelo dosti rešitve v smislu, da bi kaj v političnih strankah spreminjali, da bi gradili demokratično notranje strukture političnih strank in podobne stvari, ker to je mimo. Ta čas je mimo in celoten zahodni razviti svet se sooča s tem, da pravzaprav osrednja moč se koncentrira v rokah vrha stranke ali še celo ne vrha stranke, ampak tako imenovane stranke na oblasti, torej tistih, ki zasedajo vladne položaje v stranki. Kar pomeni, da je treba pritiske na stranko ne izvajati od znotraj, ampak od zunaj, kot pravijo v demokraciji javnosti, strani javnosti. Zaradi tega zelo močno podpiram vsa ta dogajanja v civilni sferi, ki se danes odvijajo, sem pa recimo nekje skeptična do tiste točke, kjer naj bi se deliberativna demokracija, kot pravi Vlasta, prelevila v neposredno demokracijo v smislu večinskega odločanja. Torej, večinska odločanja, prej so bili omenjeni referendumi, ampak vse ostale oblike od ljudske iniciative do četrtnih, do zborov četrtnih skupnosti in tako naprej, ko presežejo tisto funkcijo deliberacije, lahko postanejo problematične.
Mi vemo, da je recimo takoj za Švico pač so referendum je doma v Kaliforniji. Vemo, da v Kaliforniji je levica rodila referendum, zdaj ga pa že 20 let krepko izrablja desnica za zmanjševanje davkov. In Kalifornija je v tem času tako rekoč doživela finančni kolaps, prav zaradi referendumov. Torej, tukaj bi na nek način morali vzpostaviti v javnosti oblike deliberacije, ki bi prvič omogočile vsem skupinam nastop v javnosti, ker tisto, kar smo bili priče zdaj zadnjih 30 let, ko govorimo o neoliberalni ideologiji, mi smo imeli javnost, mi imamo medije, ki upravljajo svojo nalogo v tem smislu, da ljudje jih berejo, ampak vendarle je bila to zelo monotona zgodba, ki smo jo slišali. Izredno monotona zgodba, v kateri so nastopali tudi profesionalci. Torej, tisti, ki bi morali ponujati alternative, jih niso ponujali. Torej, kje doseči to v civilni družbi, to artikulacijo različnih interesov, različnih pogledov in hkrati tudi njihovo agregacijo in na koncu dopustiti, tukaj se strinjam, parlamentarni demokraciji, da upravi svoje. Jaz sem dodal, se strinjam z večinoma, kaj ste povedali. Moram pa sem to reči, da neposredna demokracija kot taka ne sme biti cilj, ampak mora biti inštrument. In ravno skozi to svojo inštrumentalnost so deliberativni postopki ključni, ki morajo pa težiti k konsenzualnem delovanju. Lahko sem še nekaj dodam. Recimo, meni se zdi tukaj problematično vse te določene inovacije. Kot je inovacija, da se politična stranka pred glasovanjem v parlamentu posvetuje po internetu za svojo bazo. To se mi zdi skrajno problematično. In potem procent poslancev, ki ustreza procentu volilne baze, ki je elektronsko se izrazila, da je za nek predlog, dvigne roko, drug delež ne dvigne roko. To so oblike elektronske neposredne demokracije, ki absolutno zbrišajo deliberacijo. Ja, to boste mogoče tam. Jaz bi sam rekel, da moramo paziti, da referendum ne sme postati tista točka, preko katere se bo delovalo. Ker ni to point. Ravna poanta je tist postopek omogočil vsem civilne družbi, stroki in politiki, tako se dano določa, oziroma rešuje probleme, hkrati pa civilne družbi, da omogoči, da predlaga. To je ključno. Da bo vključeno v celotne postopke. Od začetka do konca. Čisto z ilustracijo, te normativni posegi so lahko še hujši, še slabši. Ampak mislim, da jih potrebujemo vseeno. Lani smo v Ljubljani imeli neko špansko progresivno hekerko, s katero smo razvijali delujoči prototip bankomata za neposredno demokracijo. Tista luknja v zidu, na kateri piše recimo NLB, prideš svojo osebno ali neko čip kartico zdravstveno, identificiraš se in ti reče, kaj je menil. Imamo danes ta zakon, odločbo, imamo lokalne volitve ali kaj boš izbiral, kaj se boš odločil, stisni da ali ne in se bodo tvoji glasovi izbirali. Ne vem, meni se zdi strašno dragoceno, da se investira energijo v te stvari, ampak da, na drugi strani ne bomo časkom razgradili parlamentarne demokracije, da bi eksperimentirali nenehno. Iz neke smeri mora prideti ta ambicija, da dajmo ponovno premisliti, da ta stroj očitno ne deluje. Deluje pa ne. Come on. A pa deluje tudi. Če Hvala za besedo. Jaz bi zdaj govorila iz lastne izkušnje strankarske političarke, če lahko tako rečem, na lokalni ravni, ne se pravi. Jaz sem občinska svetnica zdaj drugi mandat in zelo me intrigirajo te razprave okrog neposredne demokracije, moram reči, zato ker je to nekaj, kar jaz pri svojem delu zelo pogrešam, namreč odziv ali pa sodelovanje občank in občanov. In bom tudi povedala, da dajmo povedati, da oblike sodelovanja so pravno normirane že zdaj. Vemo, da obstaja nekaj, čemu se reče ljudska iniciativa, vemo, da smo imeli pred kratkim zakon o osebni asistenci, ki so ga poslanci z gnusom zavrnili že v prvem branju, tako da se bojim, gospa Kožuh-Novak, da se bo z nas zgodilo kaj podobnega. Prvo, drugo, tretje branje. Pač, če zakon ne prestane prvega branja, ne bo... Pa je, da ne smejo. To ne vem, če je v tem primeru kaj drugačen. Pri osebni asistenci je bilo tako.
In kaj se je zgodilo? To je bil eden redkih zakonov v 20-letni zgodovini, ki je bil vložen s 5000 podpisi zbranimi na upravnih enotah. Danes vsi vemo, da to ni enostavna stvar. Ne? In seveda je bila to klofuta neposredni demokraciji ali pa državljanskemu, aktivnemu državljanstvu. Naj povem svojo izkušnjo kot občinska svetnica. Mi imamo že danes, predvsem recimo na področju, kjer imajo občine tako imenovano izvirno pristojnost, to je prostorska politika oziroma prostorsko načrtovanje, nekaj teh mehanizmov neposrednega, bom rekla, ne odločanja, ampak sodelovanja javnosti, ne, tudi v skladu z mednarodnimi konvencijami, kot je na primer Arhuška konvencija, ki je ravno na tem področju precej, kako bom rekla, demokratično, odprta in tako. Ampak veste, kaj je realnost? Realnost je to, da na prostorske konference ne pride en občan. Realnost je to, da na razgrnitve ne pride več kot 5 ljudi, pa še tisti so prišli samo zato, ker naj bi šla cesta mimo njihove hiše, ali pa naj bi bil zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov zraven njihovega soseda ali pa sina, ki mu ravno zgradi hišo. Hočem vam povedati, da mi že te mehanizme, ki jih imamo, uporabljamo antipolitično, bom rekla, no? In sem zelo skeptična do teh vaših idej glede odpoklica in tako naprej, super, v redu, ampak bi pa predlagala nekaj, no? Zatem vendarle je neka kompetentnost pa neko vedenje. Veste, občinski svetnik, vsaj odgovoren občinski svetnik, bo doma prebral in preštudiral gradiva, v katerih bo na koncu odločil, ne? Se pravi, za tem odločanjem naj bi bilo neko vedenje, neka kompetentnost. In zdaj, če je odpoklic občinskega svetnika, recimo, realna opcija, za kar jaz v principu kar sem itak opozicijska, pa sem tako naravno zainteresirana za to, malo sem sarkastična, ampak se ni važno, da si opozicijski, si koalicijski, glavno, potem naj me odstavijo tisti, ki najmanj toliko vejo o zadevi, zaradi katere naj bi me odstavili. Tako, problematično je to, da bomo prišli do, recimo, odpoklica poslanca, odpoklica svetnika ali pa župana ali pa kogarkoli na javni funkciji, brez v resnici neke vsebinske argumentacije. Zato, ker nam nekdo v nekem trenutku ni všeč. Kaj pa veste? To nam pa garantira, da pravzaprav takih odpoklicov ne bodo zlobirale neke kapitalske skupine, ki imajo neko moč, ki imajo neke čisto konkretne interese, ki hočejo recimo v občini zgraditi nakupovalno središče tam, kjer bi mi imeli vrtec ali pa rekreacijsko središče. Tako, to je realnost. Potem, kar se tiče elektronskega neposrednega sodelovanja, mi imamo že od prejšnjega mandata recimo nek institut, ki se mu reče predlagam vladi. Mene bi res zanimalo, koliko je teh predlogov in kakšni so ti predlogi. Jaz vam sami iz svoje lastne izkušnje govorim, da imam občutek, da občani, se pravi moji potencialni volivke in volivci, ne ostanejo zjutraj in si zaželijo ukvarjati z vsemi možnimi zadevami, ki jih župan uvrsti na dnevni red naslednje občinske seje. Razumete, o čem govorim? Na tej seji je vse mogoče, od cene pomoči na domu, do tega, kje bomo imeli zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, do tega, ali bomo sprejeli ureditveni načrt za poslovno cono ali ne. Ampak to je to. To je neposredna demokracija in to je lokalna politika, v kateri vi verjetno tudi govorite. Kaj šele proračun? Proračun tako ni zelo enostavna stvar. Če ste kdaj videli državni proračun, boste videli, da je za to, da lahko sodelujete v razpravi, treba imeti veliko znanja in veliko informacij. Pa še nekaj je, tudi nekaj tehnologije. Jaz sem zadnjič brala enega od vaših kolegov v delovi rubriki Revolt, ki je govoril nekaj o spremembi referenduma, pa je gladko malo spregledal, da je pozabil, da je referendum urejen tudi v ustavi. Prav, jaz pričakujem, da če bo prihajalo do artikulacije takih in drugačnih, zelo zanimivih pobud, ki jih jaz z veseljem tudi sprejmem in o njih debatiram, da se bojo tisti, ki jih predlagajo, vsaj osnovno informirali o sami materiji. In v tem smislu sem tudi za institut odpoklica, sicer pa ne. Zato, ker so res, tako kot je že Slavko prej upozoril, mogoče sem jaz zdaj bolj konkretno iz te lokalne politike povedala, možne res zelo hude zlorabe. Zelo hude. In potem smo zapravili in neposredno demokracijo in predstavniško demokracijo. Pa
Pa še nekaj, glede tega, kar ste prej vsi se nekako dotaknili vprašanja medijev, ne? Jaz vas moram samo upozoriti na eno nepomembno dejstvo, da vse stranke ali pa liste, ki bodo nastopili v naslednjih volitvah, boste neparlamentarne stranke ali liste. Torej, če mislite, zdaj začnite razmišljati o ali spremeni zakona o RTV-ju, ali pa o drugačnih, nekonvencionalnih oblikah komuniciranja. Hvala. Okay, za medije, za volitve, Pepe Grillo ni sploh hodil na medijske razprave, ni bil na televiziji, je delal preko interneta, pa moj ratel, ne? Pa je zavračal, ne? Sploh je diskurs zavrnil, ne? Ta diskurs pod pogoji mediji. A lahko sam repliciram takoj. Vprašanje je, zakaj ni hodil? Zato, ker je nekompetenten, ker se ni hotel soočiti s svojimi potencialnimi konkurenti, ker ni imel kaj povedati, kar se zdaj vedno bolj izkazuje, ali zaradi tega, ker je pač preprosto ubral neko svojo inovativno pozicijo v kampanji. Ne? Še nekaj bom, ko si ravno omenil Grilla, ne? Se mi zdi super, da si ga omenil, ko smo ga malo mogoče pozabili, je pa ta trenutek to zelo vroča tema. A veste, kako so zbirali sedanje poslance gibanja Cinque Stelle oziroma 5 let? S klikanjem na internetu. Oni ne vejo, ali je v njihovi poslanski skupini kdo fašist, ali kdo, tudi ne nazadnje zagovornik neoliberalne ekonomije, ali kdo socialist. V glavnem, ne ga lomt, mislim, ne se tako lotevati stvari. Jaz bi predlagala, da vseeno obstaja nek program. Eno je volilna strategija. Tukaj je on dobil notma in fašiste in skrajne levičarje. To je nevrmočno. Kako? Nekaj noča. Se nihče ne govorite, kaj hočemo ali ne. Le se govorili za strategijo volilno, medijsko. Kako je pristopil k medijam. Mogoče bo Bog boljše to artikuliral kot jaz. Gre za to, da je negiral diskurs medijev, ko so ga postavili. Rekel, ne medijam. Ne bom se pod vašimi pogoji igral. Zakaj ne bi to izkoristili? To je dobra strategija. Zakaj bi šel na Pop TV potencialno